Sama sem dobila opozorilo, da je tekst Nacionalci SP plagiat v sredo 9. januarja 2019. Temu je še isti dan sledilo iskanje originalne drame. Srečen namig je bil, da gre za delo italijanskega dramatika Alda Nikolaja. Tako da smo morali pregledati njegove tekste in najti pač ustrezen originalni tekst. Nato smo v četrtek 10. januarja 2019 tekst pridobili in ga bežno pregledali. Na prvi pogled je tekst kazal veliko sorodnost, zato smo poslali pisni poziv Borisu Kobalu, da se izjasni o zadevi, priložili smo mu tudi originalen Nikolajev tekst. Dali smo mu razumni rok do ponedeljka 14. januarja do 12. ure, da se o zadevi izjasni. Vedeti morate, da so take stvari zelo težke in da je tukaj pač treba ravnati previdno, kajti možno bi bilo tudi, da bi informacija recimo ne bila resnična. Čez vikend je sledila podrobnejša primerjava obeh tekstov in primerjava je pokazala, da gre za prevod z nekaj okrajšavami, ki se nanašajo predvsem na situacijo v italijanski družbi ali na konkreten čas, v katerem je originalni tekst nastal, z nekaj, bom rekla, vzkliki, originalnimi in štirimi replikami, ki niso iz teksta Alda Nikolaja. V ponedeljek 14. januarja smo prijeli odziv Borisa Kobala. Takrat smo odpovedali že napovedane predstave. Naredili smo samo prijavo pri zastopnikih avtorskih pravic Alda Nikolaja v Italiji, ki so nas napotili, da naj zadevo uredimo preko Avtorske agencije za Slovenijo. Takoj smo poslali dopis na Avtorsko agencijo za Slovenijo, ki je še isti dan poslala potem uradno obvestilo in pošlo za ureditev teh zadev agentov v Italiji. Hkrati smo isti dan seznanili tudi ansambl z dogodki. Nato smo v torek 15. januarja začeli z urejanjem avtorskih pravic, obvestili smo Ministrstvo za kulturo, mi smo ocenili oba sveta in podali izjavo za javnost. Začeli smo pripravljati tudi načrte za sanacijo škode. V sredo 16. januarja smo sklicali tiskovko, takoj po prvem odzivu zakonitih zastopnikov strani avtorja in imeli sestanek na Ministrstvu za kulturo. V četrtek 17. januarja, to je včeraj, smo uredili avtorske pravice. Zaradi samoprijave plačamo le 7% tantieme za do sedaj odigrane predstave v višini 3063,40 evra z vsemi dajatvami in provizijo Avtorske agencije Slovenije. Imamo tudi prepoved igranja te igre za naprej. Škoda, ki je pri tem SLG Celju nastala, jo lahko povem v nekaj številkah. Prvič je 20 avtorskega honorarja, Borisu Kobalu za izvirno slovensko igro, ta znesek je 13.000 evrov bruto. Drugič je to dohodek od predstav, ki jih ne bomo izvedli. Mi smo seveda imeli v tem trenutku prodanih 15 predstav v naslednjih 2 mesecih. Te smo odpovedali in jih bomo nadomestili, skušali v čim večji meri nadomestiti z našimi drugimi predstavami, predvsem s predstavo Ljubi moj in tudi s predstavo Oče. Do sedaj smo termine dobili z približno polovico, bom rekla, kulturnih domov in šol, s katerimi smo bili dogovorjeni. Kar se tiče same kazni, plagiat. Za plagiat seveda se mora za nek postopek odločiti nosilec avtorskih pravic, to je agencija v Italiji in ne mi kot gledališče. Mi smo to, kar se tega tiče z naše strani uredili in zgodba je, kar se tega tiče, zaprta. Druga stvar je večja premoženjska korist, ki je pridobljena iz neupravičene porabe avtorskih pravic, torej honorar. Gledališče bo podalo kazensko prijavo in seveda bomo šli tukaj v nek, pač naredili bomo vse, kar se od nas, glede na to, da razpolagamo z javnim denarjem in svoj javni zavod pričakuje in kar se jaz kot upravnica tudi dolžna storiti, predvsem bom rekla moralno.